Z nami je Ervin Hladnik-Milharčič, ga ni potreba posebej predstavljati. Ervin Hladnik-Milharčič je naredil eno novinarsko pot, ki se meni zdi najlepša možna, od Radia Študent čez Mladino, pa čez mainstream časnike, pa dopisništvo in tako naprej. In kar je lepo pri tej poti, se mi zdi, da tako kot jo je on delal, smo tudi bralci za njim se selili in to je tako ena redkost, se mi zdi. Poleg tega je pa nekaj, kar moram še zdaj povedati, če ste mogoče pozabili. Ervin Hladnik-Milharčič je meni nagnal letos poleti, konec poletja, kako bi rekla, strah v kosti, ker je bil, mislim, da prvi, ki je napovedal, oziroma še hujšel je staviti, da bo zmagal v Ameriki Trump. In ko sem to prebrala, sem se pa res začela malo bati. Tako, to za uvod. Zdaj pa, da gremo k filmu najprej, preden gremo v te kraje zares. Kje vi vidite v tem filmu Herzoga? Ker kritiki so zelo, kako bi rekla, očitali, ne, da to pa ni noben Herzog in da je to en melodramatičen pač film. In kje ga vi vidite v tem filmu? Glede na to, ne, da se spomnimo vsi Fitzgeralda, pa kjer sanjajo zelene mravlje, naprimer, ne, to so taki filmi nepozabljivi. Dober dan, najlepša hvala za prijazne besede. Tole o Trumpu je sicer res, ne. Jaz sem julija stavil z mojo prijateljico Julie Sander v New Yorku, da bo, to je v rekel trda demokratka, liberalna gospa, da bo zmagal Trump. In to zato, ker sem zmagal že, ko sem stavil na Busha, še na prvih volitvah. In sem bil prepričan, da bo zmagal, ampak je pa treba reči tudi, da potem, ko sem bral ameriške časopise fanatično, so me prepričali, da to ni možno, ne. In je pol bil, Trumpova zmaga je bil malo nesrečen trenutek za mojo profesijo, ker sta dve generaciji ameriških novinarjev popolnoma propadli pri opravljanju svojega dela in za sabo potegnili tudi celotni evropski žurnalizem. No, skoraj vse, ne. Kar je zadnjič novinarjem očital kardinal Rode. Pa sej jaz mislim, da go rekel Trump, Abu Bakr al-Baghdadi, kalif naš, pa Rode, vsi uporabljajo isto strategijo. Oni ne rabijo novinarjev, imajo druge inštrumente za komuniciranje z javnostjo, ne, in to zmerom bolj jasno kažejo in najbrž je tudi zmerom bolj res. Mislim, no, mi rabimo njih, oni pa nas ne, ampak taka je naša usoda. Mi brez njih ne moramo živeti, ne. Oni pa brez nas očitno jim je to zelo lahkotno, gre od rok. Ampak če se vrnemo k temu, kar ste me vprašali. Jaz sem to gledal in sem se tudi vpraševal, a se je Herzogu zmešalo, ne. In sem si probal razložiti, kaj se mu je zgodilo, ne. Kako razumeti to, kar dela. Zdaj, do enih sklepov sem prišel, pa boste bolj preverili, če kaj veljajo. Prvo, kar se mi zdi, da je Herzog, vsi njegovi filmi so filmi o ljubezni. Niso filmi o enostavnih ljubeznih, ne, ampak prej ste Fitzgeralda omenili, ne, ali pa Kje sanjajo zelene mravlje, to so filmi o čudnih ljubeznih, ne. Prvič, in to je več ljubezni hkrati. Prvič je, da Herzog ima rad film, ne vem, če ima rad še kaj drugega, ampak film ima pa zares rad v vseh njegovih oblikah. Mislim, da mu vse, kar je na film narejeno, mu nekako gre, ne. In zdaj je pa še filmski učitelj, pa pač no, brez tega, brez ljubezni ne bi šlo, ne. Drugo je pa to, da ima rad, mislim, da se mu zdi težko narediti film brez strasti. Ne, brez tega, da sam strastjo dela film, pa vleče možnosti filma do konca,
do tam, kjer je samoumevno, da nekak film pripelje pa čez vse. Ne? In se mi zdi, in do tega, da ljudje, ki so v njegovih filmih, ne, so tako ali drugače strastni ljudje, do sebe, do drugih, so vseh vrst. Ne? In zdaj, kaj se mu je zgodilo s Puščavsko kraljico, je nekaj nenavadnega. Ne? Pa bom poskušal razložiti, malo je zapleteno, bom autobiografsko to obrnil. Ne? Če rečemo Bližnji vzhod, ne? Ali Arabija, kako rečemo v tem svetu, bolj ali manj vsi vidimo isto stvar. Ne? To, kar je zdaj vidimo puščavo, neke ženske zavite v tančice, neke nenavadno skrivnostne moške, ki se tam motajo okrog, ne? In v glavnem ljudje, ki so nam tam nekako všeč, so beli, iz naših krajev govorijo angleško ali kakšen drug krščanski jezik, Arabci so pa bolj ali manj sence. Ne? In to je svet, ki ga mi vidimo. Pa je vseeno, ali gledamo Istanbul, ali gledamo Saudsko Arabijo, Irak, pa to, ne? To isto se nam zgodi ne samo, ko gledamo tje dol, ampak tudi, ko pridejo begunci do nas, v njih isto vidimo. Ne? Vidimo neko skrivnostnost, pričakujemo, da bojo pokriti in da bojo s sabo nosili vse naše fantazije. Ne? Zdaj, in to je, ko rečemo Orient, jaz sem v tem knjigo napisal, to vidimo. To, ne moramo mimo tega. Odaliske, neki tam plešejo z tenčicami, ne? In pol imamo opravka z Arabci, ki se nekako obnašajo ustrezno našim sanjam. Ne? Zdaj, jaz sem leta 1995 sem šel živeti v Kairo in prve dneve, ko sem spoznaval mesto, sem tam zelo blizu Tahrirja, ki je šele potem postal trg slaven, je tam ulica Kasr el-Nil in tam je bila ena knjigarnica, ki me je takoj pritegnila, zviče L'Orientalist. Ne? In mi je bila knjigarna rabljenih knjig in tam sem kupil knjigo, ki se je imela naslov Orientalizem. Ne? Jaz sem bil popolnoma svež do pisnih na Bližnjem vzhodu, me to zelo privlačilo, sem rekel, da me bo zdaj naučilo kakšen odnos imeti do tega sveta. Napisal je Edward Said, palestinski, v bistvu je bil profesor primerjalne književnosti. Ne? Po poklicu je predaval na Columbiji v New Yorku, doma pa iz Jeruzalema, odraščal je v Kairu. Ampak to, kar je on napisal, ni bilo to, kar sem jaz pričakoval. Skratka, nič ni pisal o daliskah in plešočih dekletih in pesku, ampak se je delal iz pogleda, ko na Orientu vidi to, norca in rekel, na način, na katerega se sam Arabc nadelati norca. Rekel, arabski humor, potem ne slovijo ravno Arabci, potem da imajo humor, ampak imajo kruten, resen, neverjeten humor. In se delal norca iz našega pogleda na Orient in je rekel, pač to je orientalizem, ko zahodnjaki pišejo, govorijo ali pa delajo filme o Orientu, ne, v bistvu pišejo in delajo samo o svojih sanjah in nikoli ne pogledajo, kaj to je. Ne. In meni se je zdelo, da je Herzog, da je v najboljši tradiciji orientalizma naredil orientalističen film. Skratka, ampak skoraj da tako zgleda, kot da bi se bil odločil, ne, ok, naredil bom film, ki se kliče Puščavska kraljica, o eni Angležini, ki je bila avanturistka na Bližnjem vzhodu in ker delam pač filme o ljubezni, bom naredil film o dveh njenih neobičajnih ljubeznih, ki pač sodita, neizpolnjena ljubezen sodi v naše sanje o Bližnjem vzhodu, kjer morajo ženske vedno biti malo nesrečne. Se mi zdi, da sodi k puščavi in palmam in temu, da so ženske vsaj otožne. Ne? In je to naredil. In zdaj, če bi jaz rekel, da Herzoga razumem, ne. Mislim, da njegov film ga razumem kot zgledno, brezhibno, orientalistično delo. Ne? In vse, kar je v njem, je res, ker sanje itak vedno temeljijo na nečem, kar je res, ne? Ampak res je še pa marsikaj drugega. Ne? In v tem se pol morebiti velja še kaj reči. Zanimivo je, ne, da pri drugih Herzogovih filmih
v bistvu samo začutiš na nek dokumentarističen način, kako ta snov okrog snemanja filma tudi v film nekako prodira. Medtem ko ta film je tako nekako z distanco narejen, objektivno ali tako nekako tradicionalno, ne. Speljana zgodba se nalaga druga na drugo, da potrdi, ne, to, kar ste govorili. Medtem ko veliko bolj, kako bi rekla, angleški je ta njegov film. Ja, ampak film je narejen tako, kot da o kolonializmu ne vemo nič. Ne? Zdaj, se pravi, vse, kar je v filmu, je res. Ne? Gertrud Bell, bolj ali manj, gospa Skušek, je ravno kar mislim, da prebrala par knjig o Gertrud Bell, pa je večja strokovnjaka od mene o njenem življenju. Ne? Ampak vsaj približno je res, se lahko strinjamo. Zadosti je res, da lahko rečemo, da je res. Ne? Da te njene ljubezni, pa te njene poti, to je res. Ne? To, česar nam Herzog ne da, ne, je to, da se je to dogajalo v kontekstu britanske ekspanzije na Bližnji vzhod, prve svetovne vojne in britanskega in francoskega načrta, da po zmagi v prvi svetovni vojni, v katero niso dvomili, na kateri je bila turški imperij, otomanski imperij na napačni strani, bojo otomanski imperij razrezali tako, da ga oziroma več kot polovico dobi Velika Britanija kot del svojega imperija, ki ga je potrebovala zaradi kontinuirane poti iz Indije do Londona, Sirijo in Libanon, pa Iran, tam je bilo malo Iran, je bilo malo bolj zapleteno, no, ampak so se še Rusi mešali, ampak to Sirijo pa Libanon pa vzamejo Francozi, Palestino dobijo pa Britanci kot mandat. Ne? In v tem kontekstu je Gertrud Bell nastopala v tej zgodbi. Najprej je v Kairu bilo nekaj, čemu so rekli The Arab Bureau, to je arabska pisarna, ki je bila pisarna, kjer so delali zemljevide Bližnjega vzhoda in to, kako ga bojo kolonialno razdelili, in so pač imeli agente, ki so hodili po Bližnjem vzhodu, nabirali informacije o tem, kaj se tam dogaja, pa Arabcem lagali, da če se uprejo Otomanskemu imperiju in stopijo na stran Velike Britanije, bojo po koncu druge svetovne vojne dobili samostojnost. Ne? In to, kar vidimo na koncu filma, ne? Ko ona Faisalu pač napove, da bo kralj. Ja, ampak zgodba je malo bolj zapletena od tega. Ne? Lorenz Arabski je bil najbolj slaven od vseh in tudi najbolj romantična figura, pa napisuje teh 5 stebrov, ne, ki so še vedno ena najlepših knjig za vsakega orientalista o teh krajih. Ne. Kar so Britanci naredili, in to sta v glavnem naredila Gertrud Bell, pa nek podkralj Cox se je pisal, bila sta v Bagdadu, sta iz 3 otomanskih provinc, ki niso sodile skupaj. To so bile Kurdistan, ki je imel sedež v Kirkuku pa v Mosulu, šiitski del, ki je imel sedež v center v Basri, pa 2 svetih mestih, Nadžafu in Karbali, in v Bagdadu, kjer so bili suniti. Z teh 3 provinc so naredili državo, ki so ji rekli najprej Mezopotamija, pa je to zvenelo preveč staromodno, so rekli Irak. Ne? In to je bila popolnoma umetna tvorba, ki sta jo naredila 2, en Britanc, en Anglež, Francoz, ne pravi, en Britanc pa en Francoz. Francoz se je pisal Picot, Britanc pa Sykes v resnici. In sta vzela ravnilo in črtala zemljevide. Gertrud Bell ima je pa čez ramo gledala, pa predvsem na jugu črtala mejo z Saudsko Arabijo. Ne? In
vprašanje je bilo za Angleže bistveno, kako iz teh kosov Otomanskega imperija narediti države. Težava, ki so jo imeli, ne, ni ta težava, ki jo ta orientalen pogled na Orient kaže, tudi da imaš tam neka plemena, neke ljudi z brisačami na glavi, ki govorijo o misterioznih jezikih. Ne. Otomanski imperij je imel svojo zgodovino. Ne. V Otomanskem imperiju so bili zdravniki, učitelji. Otomanski imperij v 19. stoletju je postalo sultanom v Istanbulu in predvsem njihovemu aparatu popolnoma jasno, da je to zelo zastarela država, ki rabi reformo, in so že v 19. stoletju začeli reformirati po evropskem zgledu. Ne. So Otomani razumeli, da moč Evrope, to je sicer malo kasneje razumel bistveno bolj od njih Atatürk, Kemal Mustafa, da namreč, da je moč evropskih držav ne v nadnacionalnih imperijih, ampak v nacionalnih državah, in so poskušali z velikimi mukami združiti nek multikonfesionalen, multireligijski in multinacionalen, vse, kar hočete, imperij v nekakšno tvorbo, kjer bi lahko se stvar dobila nacionalne karakteristike. Težava je bila v tem, da so Otomani nekako tam, kjer je bil njihov center, so sebe razumeli kot Turke. Ne? Večino imperija so pa sestavljali Arabci. In je že v 19. stoletju v Arabiji so nastala arabska nacionalistična gibanja. Centri so bili pa klasični, Damask, Bagdad, Bejrut, Kairo, nekaj malega. No, tam, Egipt je bil vedno bolj zapleten v tem pogledu. Ne? In ko znotraj tega, poleg plemen, so bili zdravniki, učitelji, profesori, lingvisti, zgodovinari, vse mogoče. Arabci so imeli cel nabor tega, kar so imeli vse druge države, ljudje, ki so se šolali na zelo različnih univerzah, od istanbulskih do francoskih in angleških, in so razumeli, da je pač prihodnost v tem, da je Otomanski imperij ne bo zdržal, ne, da se to cefra na kose, in da potrebujejo neke nove forme. Znotraj tega je bilo par naprednih idej, jasno, ki je v Damasku pa v Bagdadu, kjer je bil arabski nacionalizem nekako vedno najbolj živahen, in neki zelo nazadnjaški. Ne, in to je bilo predvsem ta družina Saudov v Arabiji, na arabskem polotoku, ne, ki je imela izrazito srednjeveški pogled na vero in družbo, in bile so pa tudi dosti bolj moderne struje. In seveda Angleži koga so zbrali? Ne? Jasno, so zbrali najbolj reakcionarno, najbolj nazadnjaško pleme na svetu, ne? In od tam pobrali kralje za te novo ustanovljene države. Tle, kako je stvar bila bizarna, je to, da Gertrud Bell je med drugim pomagala izbrati kralja Abdalo za kralja Sirije, čeprav največ besede je imela pri Fajsalu. Ne? In so potem Angleži pripeljali kralja, nekega princa Abdalo v Aman, tam, kjer je danes Jordanija, zato da malo počaka, da mu v Damasku uredijo stvari, da bo lahko prevzel kraljestvo v Damasku. Zdaj, Arabci v Damasku so se uprli, ne bomo tega ovčjega pastirja imeli za kralja, malo bolj zapleteno je bilo, no, ampak torej v tem. Tako da je ta sedel 2 leti v Amanu in so potem Angleži rekli, ok, mi smo ti obljubili, da boš lahko kralj Sirije, lepe, velike dežele, ampak to ne bo šlo, ne? Komplicirajo in Arabci in Francozi, ampak poglej, ti bomo dali Jordanijo. Ne? In tako je princ Abdala, ki bi moral postati kralj Sirije, postal kralj Jordanije. Ne? In kralj Faisal je bil pa nekako se je menda Gertrud Bell bolj ali manj sama odločila, da bi bil idealen za kralja Iraka. Ne? In zdaj, nam je Gertrud Bell v filmu všeč, ne, jo imamo radi, ne, da moramo, da ne bi, ne, če igra Nicole Kidman, ne mora biti drugač, ne, ampak
Pokopana je v Bagdadu na pokopališču za tujce, tam bil in se izračani v času, ko je bil Irak še država, sem se pogovarjal, tudi oni imajo spomine na Gertrud Bell in te niso tako simpatični. Ne? Zdaj, zakaj? Zato, ker Angleži, ko so bili, kar se delanja imperijev tiče, najbolj prefrigan narod na svetu, ne? In so vedeli, če imaš ti 60% prebivalstva, ki je šiitsko, ne? Če je večina prebivalstva šiitskega, v neki državi, ki je sestavljena iz 3 nekompatibilnih delov, potem moraš dati oblast eni od obeh manjšin. Ne smeš izbrati najšibkejše manjšine, ki so Kurdi in so najbolj fanatični nacionalisti in zares nočejo biti v tej državi. Kurdi so se uprli takoj, ko so ustanovili Irak in so rekli, da nočejo pač z Arabci nič imeti, ker so bolj fini od njih, ne, imajo svojo kulturo in svojo nacionalno identiteto, ampak si jo dal sunitom, ki so bili ravno dovolj velika manjšina, da so lahko z ustrezno kolonialno pomočjo policije in vojske nadzorovali cel teritorij. Ne? In kar so Angleži naredili in kar je moment genialnosti, mislim, da imperializem je izjemno zanimiva forma. Ne? Te družbe niso bile zares evropeizirane. Ne? Zdaj, rekel, če bi to govorili pred 20 leti, bi rekli, da so bile zaostale. Ne? Ampak zdaj, dokler v petek Trumpa ustoličijo, smo lahko še politično korektni, ne pa mi se rekel, so bile drugačne. Ne? In njihov stik z modernostjo je bil specifičen, Angleži so pa hoteli dati neke elemente modernosti, ki bi pomagali imperiju, da vlada. Ne? In so po vseh kolonijah naredili isto. Element modernosti v vseh kolonialnih družbah sta bila policija in vojska. Ne? In tako je ostalo do konca, ne? Kjer je družba je nekako bila narejena tako, da zaradi teh notranjih zaradi notranje dinamike se težko razvije. So imeli vsi iste probleme, kot Jugoslavija. Na eni strani so imeli Albance, na drugi Slovence, ki so govorili 2 jezika, ko en drugega ni razumel, so imeli pa podobne politične interese, pa se je bilo težko zmeniti čez vse ostale. Sem, da v Siriji je bilo 27 takih skupin, recimo. Ne? V Iraku pa 3 velike, pa nekaj manjših. Ne? In družbe so imele zaradi tega silne probleme, kako se kot družbe razvijati. Modernost tam notri prišla pa s policijo in z vojsko, ki sta bili obe pod nadzorom pač britanskih kolonialnih uradnikov. V Bagdadu sta bila pa 2, torej sta Cox pa Gertrud Bell, ki sta celo to shemo naredila in ta shema je veljala do leta 2003, ko so Američani zavzeli Irak in je razpadel točno po tistih mejah, tistih 3 provinc, iz katerih je Gertrud Bell naredila Irak. Točno razpadel na Kurdistan in večinski šiitski delež, s tem, da vojna je potekala za Mosul, Falužo in Bagdad, ker Mosul pa Faluža sta bili pač klasični sunitski mesti, veliki, stari in pomembni. Bagdad pa kot sedež kalifata je bil sedež sunitskih vladarjev od nekdaj, čeprav so šiiti vedno trdili, da teritorijalno sodi k njim. Tako da meni zdi nenavadno, da Herzog, ki po mojemu ni bilo tako, kot je narejen, pa levičarski Švaba, mu ni moglo biti všeč, da Američani zavzamejo to puščavo njegovih sanj. Je to poanto, ki prva pade na pamet, da snema film o začetku zgodovine, ki je pripeljala par 100 tisoč
ljudi na naše meje, ne, da spusti. Ne. Čeprav je tako v eni stilizirani obliki, ne, je on tu v prologu, ki se dogaja 12 let po začetku filma, ne, tam je on to nakazal, tam je Churchill pa ostali ti ljudje sedijo. Tako da mislim, to pogledno en gledalec le lahko pač začuti, da je tle bila ena napaka, ena krivica, eno nerazumevanje pravzaprav ustvarilo, ne, to situacijo. To je nakazano, je pa seveda se potem on, prebrala sem v eni kritiki, ne, da je Herzog pravzaprav mogoče tekmoval z Davidom Leanom in z Lawrenceom Arabskim, ne, kot filmom. Ja, to je en kritik tako si razlagal, ne, ta Herzogov pristop in seveda videl, da je tle pa pravzaprav ni bil kos, ne, Davidu Leanu. Ja, ampak veste kaj, jaz mislim, da to zna biti res, ne, jaz tako globoko ne sežem v kinematografijo, ne, da bi to lahko videl. Ne. Ampak meni se zdi, da kar Herzog zares genialno naredi, ne, je nekaj, kar je tudi mene zadelo. Ne. In to je, da pokaže te Evropejce, ki so prišli v Arabijo. Ne. In da vsi po vrsti so neki čudaki. Lawrence Arabski je bil gej, ne. Gertrude Bell, boh ved, kaj je bila, mislim, no, ne, neke probleme sama s sabo je očitno imela. Ne. In Freya Stark, ne, to je naslednica od Gertrude Bell, ki je pol, mislim, da še v 20 pa 30 letih je živela v Bagdadu. Skratka, vsi, ki pridejo tja, se zatrpajo v Arabijo. Ne. Mislim, to je, kako bi rekel, to je nenavadno, vprašanje je, kaj tle deluje, ne, ampak to se evidentno, če greste v Kairo na letališče, ne, pa gledate ljudje, ki stopijo z aviona, ste samo dva tipa človeka. Ne. Eni stopijo dol, vdihnejo ta prelepo kombinacijo bencinskih hlapov, prahu, znoja, kanalizacije in 20 milijonov Arabcev, ne, in rečejo, ok, sem prišel domov. Ne. In drugi, ki sam gledajo že, kje lahko kupim karto, da grem z tega ven. Ne. Mislim, ni tretjega tipa človeka. Ne. Ali so ljudje, ki jim je to zares všeč, ne. In potem so tisti, ki ne razumejo, kako ti je lahko ta džumbus všeč. Ne. In to, mislim, da Herzog je pokazal, da imaš tam nekaj teh antipatičnih Angležev, ne, ki jim to ne gre, ne. Ampak še oni pol podležejo temu. Ne. Te, ki niso ravno tam zato, da delajo vojne zločine, pa množično pobijajo Arabce, ki ne razumejo kolonializma. Ker namreč del zgodovine teh krajev tudi ta, da so Angleži, kako rekel, že tam v 20 letih so bombardirali Bagdad. Ne. Zato, da si zapomnijo Arabci, ne, da ne bi, mislim, Basro so pa že pred tem, ne, med prvo svetovno vojno. Prvič, ko so jo poskušali zavzeti, so jih Turki namahali, potem so drugič prišli, ne, prišel general Allenby, ki je to. Ne, ni bil Allenby. Je bil Allenby, sveda, ki je pol do Bagdada prišel. Ne. In to je ta isti, ki je Jeruzalem zavzel. Ne. In kako bi rekel, ta ljubezen do teh krajev, ne, jaz mislim, da jo prelepo pokaže, ker drugače, ko se ne da razumeti, zakaj Gertrude Bell hodi tam, mislim, pa še avta ni imela, ne, z enim džipom je to zares zabavno početi, ne, ampak peš pa s kamelami, to je jaz naredil na kameli 2 kilometra in se rekel hvala. Ne.
Dajte bi moj avto nazaj. Ne? In je pravim, to mislim, da Herzog blazno lepo pokaže, niti ne interpretira tega, ne? Ampak vsi, ki so tam, ne, od te njene prve ljubezni do tega konzula nesrečnega, gre pol umret v Galipoli, ne? Mislim, da imajo pač to, ne? Toliko, imajo radi te kraje, ne? Zdaj, on to tudi s poezijo, ne, pravzaprav edino, in tudi z edino s poezijo je pravzaprav to mogoče razumeti, ne. Sej to je ena skrivnost, ki se jo kako bi rekla, racionalno ne da razložiti, ne, to očaranost z enim tujim svetom. Ja, ampak jaz mislim, da nisem to, ne, pa ni novo, ne, a veste, so že križarji hodili tja, ne, in to so mene, ko sem v Izraelu živel, so me Izraelci tako križan gledali, ko so nam tujim dopisnikom so rekli the enemy press, ne, ki so vedeli pač, da držimo s Palestinci, ne glede na to, kako smo blefirali, da smo neutralni in pošteni novinari, ki vprašamo obe strani, in potem šele, ko smo izprašali fair in vse, kaj je, ne, ampak ja, pol na koncu, ko smo vse izprašali, smo rekli, ma tako se ne dela, ne, mislim, tako no way, ne. No, ampak so, vprašanje, ki se meni zdelo zanimivo, ko so me vprašali, pa to me vprašal fantastičen tip, Meron Benvenisti mu je ime, ki je napisal nekaj najbolj zanimivih knjig o Jeruzalemu. Jaz sem to v angleščini bral, City of Stone, skratka mesto iz kamna, in drugo je pa Intimni prijatelji, to je pa o odnosih med Palestinci in Izraeli v Jeruzalemu, fantastičen, Meron neverjeten. Ne? On Sabra, rojen v Izraelu pred letom 47. Ne? In je rekel, Ervin, zakaj v Kongu umirajo 100 000, ne? Cela Afrika je, kolikor hočeš, polna zločinov, ne? Tujska legija, francoska hara po centralno Afriko, kar hočeš, ne? Tle mi šicnemo par Palestincev, ne, pa si vas po luftu, ne, fučka se ti za črnce v Kongu, ne, tle par Palestincev pa jočeš in pišeš srce parajoče tekste. Zakaj? Ne? In to je legitimno vprašanje. Ne? Zakaj se nam zdi, da če gledamo film o teh krajih, da kar vemo, ne? O čem, da razumemo, ne? Da je to naše na nek način. Ne? In zdaj je več razlag. Eno tako, prav kar se Palestine tiče, pa Jeruzalema, ok, je Kristus tam, ne? Pa eno je, več, če imaš verska čustva obrnjena dol, pa rečeš, ja, ok, Kristusov grob je moj, ne? Lahko, pa če rečeš, da je to zgodovina krščanstva, pa če verjameš v judejo-krščansko civilizacijo, rečeš, da to je naš konc sveta, tako nisi neutralen, ne? Drugo, zaradi holokausta, ne, pač, no, če čutiš odgovornost, če ne čutiš, si žival pač, ne, ampak je mnogo ključev, ne, ampak jih je še veliko več, ne, recimo, ko je britanski general Allenby iz Egipta prodiral čez Gazo, ne, se mu je nasprot postavil skup z arabsko vojsko, mislim, da 76, pa ne dam roke v ogenj, da je pešpolk avstro-ogrske vojske, v katerem so bili tudi Slovenci. Ne, tudi da se kosti Slovencev belijo v Gazi, ne, ker so tam leta 1916 branili Jeruzalem pred Britanci in bitka je bila pa v Gazi. Ne. Ampak je še ena lepša, ko v bitki za Galipoli, kjer umre ta Richard, nesrečni ljubimec od Gertrud Bell, ne, tam je Atatürk svojim vojakom rekel, ne pričakujem od vas, da boste se tukaj borili, od vas pričakujem, da boste tukaj umrli. Ne? Niso bili pa tam sam turški vraki, ne? Med drugim bila tam
15. topovska baterija, ne vem katerega polka, ki so bili Slovenci, ne? In pa so rekli, bomo mi tudi tle umrli, no problem, ne? In je potem Ataturk, potem, ko so namahali Angleže, je dal 6 Slovencem medaljo za hrabrost, ne? Osebno je prelepo gor. To so junaki, ki jih, mislim, Slovenci ne maramo svojih junakov, za razliko od Angležev, ne? Ker tudi, ko rekel, z Osla naredijo svojega junaka, mi svojih ne maramo, pa jih pozabimo, ne? Ampak Slovenci so bili heroji v nekih zelo bizarnih okoliščinah, v kolonialnih vojnah in to je del naše zgodovine. V tem pogledu je to naše. Ne? Niso samo sanjarije, tam je, mislim, naši predniki, vsaj moji, jaz upam, so veslali na beneških galejah, ko so trgovali s temi konci sveta. Ne? To je naša povezanost tukaj je zelo starodavna. Ne? Pravim, kar se mi zdi čudno pri Hercogu, da to naredi tuje, ne? Ker ni. Bližnji vzhod je se začel še v 19. stoletju, se je v Bližnjem vzhodu, tudi Balkan je bil zraven v imenovanju pritaknen. Se je začel Bližnji vzhod na Balkanu, tlele, čez Ljubljanco. Ne. V pogledu zahoda na vzhod. Tako. Začel se v Novi Gorici. Pardon. Ne, se ne šalim. No. Če greste v Novi Gorici na pristavo, na Rafut, ne, je tam nekaj zelo misterioznega, se kliče Laščakova vila. In če pogledate dol z kapele, dol, ne, je nekaj nenavadnega. Imate bambusov gost, tak bambus, ker tam je mikroklima, ki je fantastična. Ne? In neke zelo eksotična drevesa, nek botanični vrt je tam, ki je tudi, mislim, da Laščak napravil. In tam je pol neka vila, ki gledaš, kako je vrak to je, ne, tega Kristjan ni delal. Ne? Pa je. Ne? To je Anton Laščak, naš rojak iz Ročinja doma, ki je študiral arhitekturo na Dunaju in pol še v Italiji. In pol se je italijaniziral, to je malo neprijetno, v Antonijo Laščako, ne, ampak je bil Laščak z Ročinja. Že ste danes pogledali telefonski imenik Ročinja, boste še zdaj videli Laščake noter. Ne. In on je potem šel, tam konec 19. stoletja šel v Kairo za arhitekta. To je študiral namreč. Tam pa je Kediva Ismail, tak je suški prekop naredil, je najemal evropske arhitekte, v glavnem italijanske, zato, da so mu gradili evropsko središče Kaira, ko mu Arabci rečejo pač poniglavo Vustel Arab, ne Vustel Balad. Vustel Arab je malo naprej, tako ljudski center, Balad je ljudstvo. Ne? Okay. In so tam gradili palače. Ne? In gradili so seveda palače v slogu, ki je bilo takrat moderno, to je bil secesionizem. En je prišel Laščak in je Kediva Ismail, ki je bil kralj Egipta, tako mu je prišel k njemu in mi je rekel, poglej, zakaj ti gradiš tukaj palače, ki niso več v modi niti v Rimu, niti v Parizu, niti v Bruslju, niti v Londonu, kamoli na Dunaju, ne? Zakaj si ne zmisliš kaj svojega? Ne? In rekel, kaj pa bi si lahko zmislil? In si je zmislil nekaj, kar je znano kot neoislamistični slog. In je rekel, poglej, vzamemo klasične, razmerje v islamski arhitekturi med človekom in stropom in oknom je malo drugačno kot v evropski, in je Laščak rekel, bomo vzeli islamistične proporce in namesto, da bi uporabljali kamen pa te reči starodavno, naredimo iz betona. Ne? In mu je nekaj narisal tam, Kedivu je bilo to všeč in pol mu je dal delati hiše. In to ne samo vile, tako greste po Kairu, jih lahko najdete Laščakove vile. Dal mu je zidati kraljevo palačo v Aleksandriji, Montazo, ki je ena najlepših zgrad v Egiptu. Anton Laščak iz Ročinja doma, ne, je to naredil. In je naredil, zgleda pa stvar tako kot Hercogov film. Ne. To je to, kako si Evropejc predstavlja Bližnji vzhod, vse ta notranja dvorišča, neka voda šumi, neka okenca, ne, islamistično, ne, samo da je vse skupaj narejeno iz betona. In pol pač pogolfano z marmorjem, pa temi rečmi. In bil je tako uspešen, da ne samo, da so mu dali palačo delati,
ampak je dobil še letni dvorec egiptovskega kralja v Istanbulu na Bosporju, ki je najbolj orientalistična palača v Istanbulu. Greste v Istanbul med vsemi tistimi nebotičniki, vas malo zbega, hočete videti Orient? Pejte na Bospor, Laščakova letna rezidenca egiptovskih kraljev, to je Orient. Ne? In pol se je na stara leta naveličal, prišel nazaj v Novo Gorico in si naredil vilo. Ne? In naredil jo je pač v neoislamističnem slogu. To je, kako bi rekel, najstarejši primer neoislamističnega sloga v Evropi je zdaj v Novi Gorici. Ne? Ker prej je bila pač zdaj neke druge Gorice, ampak to zanemarjamo, ko imamo kreativni odnos do zgodovine. Ne? In to je naše. Tako da, če hočete videti to, ne, kaj Orient je, ni treba iti v Beograd. Ne? In zato greste v Novo Gorico. Kako pa deluje stik med Orientom in Zahodom, ne, to pa lahko vidite v Beogradu. Ne, Beograd pod Otomanskim imperijem je slovel kot mesto 1001 mošeje, ne 101 mošeje, da ne bom lagal. 101 mošeje, ker 101 v arabščini pomeni zelo veliko. V Beogradu je bilo zelo veliko mošej. Ne. In zdaj lahko hodite po Beogradu, kolikrat ste najdli, boste eno. Ne. Mislim, od tega, da je bilo to otomansko mesto, ni ostalo nič, razen trdnjave. Ne? Je vse pač zrušeno in evropeizirano. Ne? Ampak zato, ker Srbi, mislim, da tako kot pravi orientalci, ne, oni tudi imajo sanje o Evropi, ne, tako kot imamo Evropejci sanje o Orientu, pa so naredili Terazije, ne, bom, izgleda kot Dunaj. Ne? Ampak nekako ne zgleda prav. Ne? In še lepše je pa, če greste v Istanbul, mislim, mene to fascinira. Ne? Tle mi Hercog všeč postane, ker ga razumem. Ne? Ker res, ta odnos med nami in njimi temelji na sanjah. Greste tam v četrt Sultan Ahmed v Istanbulu. Ne? In tam so neki te lokalčki, kjer so neki stolčki po tleh stepihi, in pridejo neki Turki oblečeni, neke čudne obleke in ti si rečejo, sedi po tleh, ti bomo prinesli čaj, ne vem kaj, skratka. Ne? Okay. Ne? In potem se fajn sediš po tleh, neudobno je, ka strela piti čaj na unih nizkih stolčkih, na nekih mizicah, ki ti pride tle spodi do gležnjev, ne? Ampak zato, ker je to tam taka navada, ne? Gledaš Plavo še na eni strani, Aja Sofijo na drugi, ne? In ti je všeč, zato ker si sredi Orienta. Ne? In pol isti Turki, pol, ko končajo tebe strešti in zaprejo trgovino, grejo v azijski del, ne? In grejo na kavo v Starbucks. Zato, kako rekel, Turku ne pade na pamet, da bi sedel po tleh in jedel, ampak to je za turiste, ne? Ko pridejo na Orient, on se bo pač usedel za mizo in bo jedel kot žlovk. Ne? In tukaj se najdemo. Ne? In Turki seveda kaj delajo v Sultan Ahmedu? Turk razume, da mi imamo svoje sanje o tem, kako izgleda Orient, nas noče razočarati, zato nas ne bo vabil v Škodar. Ampak rekel, tle sedi, to so tvoje sanje, to je Orient. Ne? In tle imaš trgovino s spominki, ne? Tam imaš orientalsko restauracijo in zdaj pravim, in to je, jaz mislim, da je to past, ne, kjer se da, tako jaz Hercoga lahko razumem. Ne. Vse drugo pravim mi je dosti bolj misteriozno, ne, ker mislim, če obstaja še en film, ki se reče Hartum, ki igra pa, mislim, da igra Laurence Olivier tudi, bog me, ne. Igra pa Mehdija, ne? Ali ne, Gordona igra, neko štorijo v Sudanu, ki je pa tudi tako, pol filma so samo posnetki puščave in Nila. Ne? In to zadošča, film traja 3 ure, ura pa pol so posnetki puščave in to zadošča. Ne? To človek sedi tam in gleda puščavo in Nil in sanja. Ne? In tako, meni se zdi, da tle jaz v tem kontekstu lahko Hercoga razume. Jaz, ko pomislim na Bližnji vzhod, ja, ne, to
to, kar mi pokažeš, ne, o tem sanjam. Pol, ko prideš tja, vidiš še kaj drugega, ne? Mislim, to so resnične družbe, kjer najdeš brez velikih težav univerzitetne profesorje, zdravnike, lekarnarje, vsi govorijo po 5 jezikov, ne? In najdeš tudi ljudi, ki so nepismeni, ne? Ampak vsekakor oni ne določajo zgodovine svojih družb. Ne? Je pa res, da v naši podobi, ne, je zdaj, še posebej zdaj Orienta, ne, je prišlo do napake, ne, ker res moj prijatelj, fotograf iz Milana, Marko Vaka, sva šla skupaj enkrat, tako čisto na začetku, ko so begunci začeli prihajati v Slovenijo, so šla tam v Rigonce, pa pol gor nekam na avstrijsko mejo gledati, kako to gre. In pa smo prišli v nek bivši dom za upokojence, ki je bil slavnen Črni trn, Črni les, ja. Tam, to je bil nek prehodni zbirni center za begunce in da pač, jaz sem delal to pač srce parajočo zgodbo, ne, pa pač poiskal mati z otrokom in vse ostalo, kar se pač poišče za to, da se napiše zgodba o begunci. In me Marko hrbnil pod rebra, pa je rekel, če guardali, ne, pa pogled tja. A je rekel, kaj pa je? Rekel, piča, ča, Jimmy Čuva, torno lakolno. Skratka, punca je imela torbo Jimmyja Čuja, ne. In pa sem jaz rekel, je fake, ne, ki je kupila v Istanbulu, ne. In rekel, ja, ne, ampak veš kaj, rekel, v Ljubljani nosijo fake Michaela Korsa, ne. Rekel, to, če si izbereš, da boš kupil fake Jimmyja Čuja, ne, imaš okus. In to je, rekel je, ta fantazijski svet teh beguncev, ki so hodili sam, ne, je bil isti kot naš, H&M, Zara, ne, in blagovne znamke, ki so univerzalne, ne, in je ta svet, ko rekel, od Hercega, jaz mislim, da že takrat ni obstajal, ko je Gertrud Bell tam okrog hodila. Že takrat so to bile sanje, ne. Kaj pa bil ta osnovni interes takrat, ko so to delili, ker nafta takrat še ni bila v igri, ne? Veste, to je, Britanci so imeli kolonije, interes je bil čisto gospodarski pa strateški. Britanci so imeli kolonije v Indiji in so rabili kontinuirano pot čez Suez do Londona, ne, in so hoteli imeti zavarovano. Zato so pač tam, to je bil začetek. Hkrati so pa že med Prvo svetovno vojno ugotovili, da ladje na premog je treba zamenjati z ladjami, ki bojo kotle kurile z nafto, in so pač tam je bilo jasno, da tam nafta je, ne, in so se potem te klasični kolonialni interesi, kjer je šlo za Raž in center imperija, je zamenjala vojna za nafto, ne, ki še danes traja, se nikoli ni nehala, ne. Francozi so pa hoteli svoj konec sveta in so si izbrali pač to, čemu se reče polmesec, ne. To je Sirijo pa Libanon, ne. In so Francozi to zelo resno vzeli, ne, ker če greste gledati zgodovino bombardiranja Bagdada, pa zgodovino bombardiranja Damaska, so zelo zanimive, ne, ker bi si človek mislil, to se je začelo v 90-ih letih, figo, ne. Bagdad so Britanci bombardirali takoj na začetku v 20-ih letih, Francozi, ne, so pa bombardirali in Damask, in Bejrut, in Latakijo, ne, in tudi nesrečno Rako, zato ker so se jim Sirci upirali, ne, ampak zanimivo je, kdaj so Francozi nazadnje bombardirali Damask. Leta 1946, ne, so francoska letala
bombardirala Damas zato, da ohranijo kolonije. In zato pravim jaz, to je naše že zelo dolgo časa, ne? In se meni zdi čudno, da še zmeraj zelo radi gledamo filme, ki nam to predstavljajo kot nekaj zelo skrivnostnega in tujega, ne? V resnici nam je pa zelo blizu, ne? In zdaj, preko, ko so begunci prišli do nas, je pač to naša domača štorija, ne? Zdaj zakon sprejemamo o njih, ne? Mislim, ampak je zanimivo, da sprejemamo zakon o potomcih teh ljudi, s katerimi je Gertrud Bell imela tako veliko veselja, pa se z njimi sprehajala po puščavi, ne? In pač razlagamo, da ne? Pač včeraj sem gledal, imamo en nov izraz, očitno v politični terminologiji, in to so človekove pravice slovenskih državljanov. Ne? To se mi zdi, to je novo, ne? To je novo. Ker jaz nekaj, če prav razumem, so človekove pravice, vsaj po tej univerzalni deklaraciji, so univerzalne in veljajo tako za slovenske državljane, kot za ljudožerce. Ne? Ampak, ko imamo zdaj nov nabor, pa tako, nisem še deklaracije bral, ne, zdaj se samo tako nekako kroži kot izraz. Tole me pa zanima, kako bo izgledala deklaracija o človekovih pravicah slovenskih državljanov. Ker če ne napiše nekdo druge, bom napisal jaz, mislim, vse to tako komplicirano. A povabiva ja, seveda, kakšnemu mnenju o filmu, prosim. Bom kar tako na glas. Od Magde Reja, ime moje, tvoje zvezde Bilhadi. Ne, veste, da ne. To je tak kratek potopis ene mlade slovenske raziskovalke, ki je šla ravno tako s tako puščavsko kolono čez tisti kamniti del Sahare. Izredno subtilno in pravzaprav zelo podobna taka lepa melankolična čustva, kako je sledila temu svojemu klicu. Ene od najlepših potopisov, kar sem jih brala. Ime tvoje zvezde je Bilhadi, ali kako se reče, bil boste bolj znal. Bilhadi, Bilhadi, ja. Ja, zelo lepo. Priporočam. Bom vzel roke. Vse kratka. Ene 190 strani, 150. Hvala. Kakšno mnenje o filmu, drugačno, ali pa kakšno vprašanje seveda o tem. Če ne bom jaz še enkrat vprašala, vseeno, a se da tisti izvirni greh locirati v to zahodno odločanje, umešavanje? Kam daleč nazaj moramo jeti? Izvirni greh je Eva zagrešila, to sve je napisano, vse, mislim, je ona kriva, ne? Ampak jaz mislim, da ni te točke, ne? Ker ravno sem prebral neko knjigo o nek čuden britanski zgodovinar, je napisal zgodovino sveta s stališča Mezopotamije. Skratka, namesto, da mi odkrivamo Mezopotamijo, da je napisal, kako je izgledala zgodovina sveta tam. Ne? In navaja zelo neobičajne reči. Ne? Rimski imperij je imel eno veliko težavo v enem trenutku, in to je, senat je sprejel zakon, da senatorji ne smejo hoditi na seje senata oblečeni v toge iz kitajske svile, zato ker kitajska svila uničuje rimsko ekonomijo. Ne, zato ker je, zapravljajo denar za svilo, in svila je postala večji simbol tega bogatstva od zlata, ne služi pa ničemur. Ne. In bolj razloži, da je rimski imperij trgoval s Kitajsko čez svilno pot, ki je šla, ena je šla gor čez Sibirijo, oziroma čez centralno Azijo, ena je šla pa tle dol, ne, čez Libanon, Sirijo, Irak, Iran, ne, je šla, so bili centri trgovanja med rimskim imperijem in
In Kitajsko so bile mesta, ki jih danes poznamo, ne, Palmira, Damask, Bagdad, imeli so malo drugačne imena, ampak Faluža in gor naprej. Ne, skratka, najdemo jih na zemljevidu. Ne, tako da tale, vsaj od nekdaj, ne, je ta globalizacija ni, vsaj globalni stiki niso tako recenten fenomen, kot bi se nam lahko zdelo. Ne. Mi smo, ves čas smo povezani s tem koncem sveta in čez ta konc sveta z vsem, z ostalim svetom na vzhodu. Ne. Mislim, nista sam Popper pa Cimet prišla sem čez nekaj to, da so začimbe tam hodili, ampak so tudi papir, pol te trdnjave pomične lesene, s katerimi so te oblegalne naprave srednjeveške, s katerimi so mesta oblegali, to so si Kitajci izmislili, pa nekaj prišlo po svilni poti do sam z Džingiskanom, mislim, da. In tle, to, kar je, meni se dosti bolj kot to, da nam je ta svet tuj, ne, se mi zdi bolj zanimivo to, kako nam je blizu. Zdaj vem, da izpadem ekscentričen, ne? Ampak glede na to, da sem jaz stal v Rigoncih in gledal 1000 sircev, kako koraka mimo mene med slovenskimi policaji na konjih, ne? Že tako prav, izvračam, sprašujem ljudi, kje ste, ne? Znam par besed arabsko, sem se važil tam pred policaj, ne, če bom bin Wellington, ne, če bom bin Homs, ne, kaj res, no, imela takja, ne. In pravim, so ljudje, ki jih človek gre iskat kot popolne eksote tam, ne, pol hodijo mimo njega s spalnimi vrečami in torbicami, ne, in pač z njimi čujem, to je pravim, res izpadem ekscentrik, kot da bi zanikal evidenco, ne, da nam to tako daleč ni, ne, da se enkrat delujem reportažo iz Dubaja, pa mi je nekdo mimogrede rekel, da tam sicer živi 500 000 Indijcev, ne, pa 20 000 Angležev, ne, ko so migranti v tistih koncih. Ne, to ni, pravo mi je pa to slovenske delo, imel neko podjetje, kupoval je že narejena ta podvozja avtomobilov in potem delo ambulantna vozila, ki jih je takrat izvažal v Afganistan. Ne, in to je naš svet, ne, to ni, nič nam ni tako zelo daleč, no, pravim. Zdaj dosti po moje iti v nedeljo k maši, ne, pa mislim, je najstarejše krščanske skupnosti so tam, ne, v Aleksandriji, pa v Mosulu, mislim, Mosul, tako je bilo, mislim, da 300 000 kristjanov tam, ne. Zdaj tu v Bagdadu bil v krščanski cerkvi, mislim, in je več je nas tam, kot njih tukaj, no, bom tako rekel. Okay. Ja. Da res meni nima, tako, meni se zdelo, da dajem žaljivo interpretacijo Herzoga, ne. Res sem se bal, da boste zamerili, vsaj. Ne, jaz mislim, da smo vsi to občutili, ampak nam je pa prijalo, ne? Ker smo mi tudi mi imamo te sanje, ne? O poeziji vzhoda pa. Da se jih imam tudi jaz, mislim, jaz prijem v Istanbul, dvignem roke, se usedem po tleh in pijem čaj, mi je všeč. Ampak mogoče ne, pardon, a je en glas, ki bo... Aha, telefon. Potem pa ne. Prosim. Kaj je dalo Gertrud Bell tisto moč potem, ko se bo za politično delovanje, ne? Zdaj me to malo, mislim, me zanima, ne poznam nič in da je bila toliko, čeprav iz ozadja upoštevanja pri tistem risanju mej, da so upoštevali, no. Zakaj je bila
da so jo upoštevali sploh, ne? Če sem prav razumela pri risanju mej, to se mi zdi ena pomembna dejanja, ali je bilo pač to, naj to nekdo naredi, pa gremo dalje, ne? Bila je pametna kot hudič, pa izjemno spretna politično, bila je, pa prišla je z blazno dobrim ozadjem, zato ker je bila prvič, pač izhajala je iz smetane britanske družbe, z izjemno izobrazbo, socialnimi stiki in spretnostmi, ki iz tega izhajajo. Bila je izobražena, znala je sama sebe učiti, ne? Prišla je pa, bila je pa uspešna v okolju, kjer so bili britanski kolonialni funkcionarji, ki so bili pač birokrati srednjega ranga, ne? Ona je tam pač bila je sicer v moški družbi, ampak to ni tako zelo neobičajno, ne, da so ženske v moški družbi najbolj pametne. Ne. Tako pač je. Ne, mislim, in preprosto je bila, potrudila se je razumeti okolje, v katerem so delali, bistveno boljše od kolonialnih uradnikov. Ne. Sej dobro ga je razumel tudi Lawrence Arabski, ne, sam mislim, da je bil Lawrence Arabski bistveno bolj zaljubljen sam vase kot ona. Ne. Lawrence Arabski je svet interpretiral samo skozi svojo izkušnjo, se mi zdi. Ne. Čeprav je bil lojalen britanski kolonialni uradnik tudi on, ne, ampak njemu je pol srce zlomilo, zato ker je Arabcem obljubljal samostojnost, ne kljub temu, da je vedel, da v Kairu nihče ne resno misli s tem, ne, ampak on je prepričeval. Ona pa je, mislim, da je preprosto bila, je prepričala Arabce, da jih poskuša razumeti. Ne. In v tej kulturi, pa hkrati je izpeljala eno operacijo, ki je dosti komplicirana, namreč, da je kot ženska v arabski družbi si izborila enakopravnost belke. Ne? In to je zapleteno. Mislim, ampak vsekakor, mislim, to je bila ena bolj bistrih žensk, ki so se kdaj hodile po tem planetu. Mislim, naučila se je arabsko in farsi, ne, to je dva hudičeva jezika, mislim, to zveličaš, ne, da se naučiš reči dober dan. In pa ne sem to je prevajala, skratka, to je bila, jaz Herzogu, če kaj zamirim osebno, se mi zdi, da od tega bolj malo videti. Ne, nekaj malega zaznaš, ne, v filmu, da je to, ne, ampak ta je bila res kraljica, mislim, in niso uradniki niso do kolen prišli, ne. Mislim, edino, kar so lahko upali, to, da se zaljubi vanje, ne, ampak to... Pa tudi pokaže v filmu, ne, da je bila pogumna in iskrena ženska ob vsej tej inteligenci, ne, kar je pa težka oziroma ubijajoča kombinacija. Ne. Mogoče bi še, ker zdaj je že kar veliko ura, mogoče bi še nam povedali vi, kako vi vidite zdaj kje smo. Zdaj v tem trenutku je itak nekaj strašnega, kar je na tem prostoru, kar se dogaja, tem prostoru, ki je na našem pragu, to moramo vsak trenutek vedeti, ampak vendar Evropa tle je zelo tiho, ne, nič se ne razen govori o humanitarni krizi in tako naprej, ne, kar je pa veliko premalo, ne. Kje vi vidite tle, kako bi rekla, tista jedra nepoznavanja situacije, no, zaradi katerih je tako, kot je? Glejte, jaz pišem o teh rečeh, ne, in se zmeraj znova vprašam, a razumem, ne, mislim, rekel pa, živim v iluziji, da Arabce še kar razumem, ne, tujce človek nekako lažje razume, Evrope pa ne, jaz evropske politike do Bližnjega vzhoda ne razumem, zato ker je nerazumna, ne. Mislim, pogledajte, kdo je dal največ orožja Kurdom? Nemci. Ne? Niso bili Američani, Nemci. Nemčija je oborožila
iraške Kurde. Ne? In tudi to z resnim orožjem. Mislim, Nemci, kar se orožja tiče, se ne hecajo. Ne? Ampak hkrati pa ni nikjer nemške zastave v Kurdistanu. Ne? Pa tudi ni evropske zastave. Ne? Nemčija, vodilna država Evropske unije, ni zabila evropske zastave. In zdaj edino, kar vam lahko povem, je to nekaj, kar mi je pred par leti rekel, takrat je bil turški zunanji minister Ahmed Davutoglu. Sem ga vpraševal, kakšen je turški prispevek k razvoju evropske ideje. Ne? Človeka je neskončno zabavalo. Ahmed Davutoglu je tak resen človek. Ne? In potem sem jaz prišel tja in sem ga začel nekaj vpraševati in sem pa ga vprašal, kakšno je turško darilo Evropi. In pa je rekel, ops, ne? In je lih Ramadan je bil, ne? In je poklical na svojega adjutanta in rekel, da je prines človeku nekaj za pit, to moram pa jaz, da tega me še nihče ni vprašal. Ne? Rekel, kaj ste mislili, sem rekel, kakšen je prispevek Turčije k razvoju evropske ideje. Pa ga je takrat začelo zabavati, pa mi je pol razložil. Ne? In je rekel tako, ne? Evropa ima pred sabo dve poti. Ne? Eno je lahko se odloči, da je velik kontinent, ne, in sprejme Turčijo kot članico Evropske unije. Ne. Zdaj mora rešiti marsikaj. Mora kot velik kontinent odločiti, da je sposobna absorbirati 80 milijonov turških muslimanov z vsemi njihovimi ekscentričnostmi, ampak hkrati država, ki ima takrat je imela, to je bila leta 2012, se mi zdi, imela 8% rast gospodarsko, ne. Dela je super hitro železnico med Ankaro in Istanbul, stvari, kako so Evropejci sem še sanjali lahko. Ne? Še tunel pod Bosporjem, še en most. Ne? In je rekel, in lahko se odloči, in potem je rekel, in potem, ne, ko ima Turčijo noter, lahko zabije svojo zastavo na mejo z Iranom, Irakom in Sirijo in reče Arabcem, da vam ne pade na pamet. Ne? Ko vas bomo tepli. Ne? Imamo, če vzameš Turčijo, vzameš drugo najmočnejšo vojsko NATO pakta za Združenimi državami Amerike. 1 milijon vojakov z izkušnjami v državljanski vojni in z vsem hardverom. Turška vojska zna metati tanke s padali iz avionov. To sem jaz videl. To znajo narediti. 5 padal, tank pa ga vržejo z aviona. To ni šala. Ne? In je rekel, to dobiš. Skratka, postaneš Evropa in priznaš, da si velika imperialna sila in določaš politiko na svojih mejah in rečeš Sircem, Irancem in Iračanom, da je mir. Če ne, jih boš v plinu. Okay. To je ena pot. Rekel, lahko se tudi odloči, da je premajhna, da bi Turčijo sprejela in potem se bo ukvarjala samo še sama s sabo in svojimi notranjimi problemi. In zdaj pravim, minilo koliko od leta 12, da zdaj je 4-5 let, nekaj takega, in Evropa se ukvarja samo še s svojimi problemi, ne, in ko pušča svoje zunanje meje Združenim državam Amerike in Rusiji. Zdaj, če vi to razumete, razložite vi meni, ker jaz imam s tem silne težave. Sem preneumen, da bi razumel, zakaj je taka odločitev nujna, ki evidentno pelje v neko smer, kar nam ne more biti všeč. Prejšnji teden sem delal intervju z Romanom Prodijem, pa sem ga tudi te reči vprašal, Romano Prodi bil 2-krat predsednik Evropske komisije, pa italijanski premier, in se mi zdelo šokantno, profesor ekonomije. Zadnjih 6 let je predaval ekonomijo v Šanghaju. Mislim, rekel, Kitajci so najeli 2-kratnega predsednika Evropske komisije, zato da mulariji, sicer na elitni ekonomski šoli, ta Šanghaj MBA, kako je vrakija, ne, ampak tako, najameš predsednika Evropske komisije, zato predava ekonomijo mulcem. Ne, mislim. Fajn. Ja, super, ne, mislim, bi prav prišlo tudi kje v Evropi, ne, ker se mi zdi, da prav, kar se ekonomije tiče, neki nejasnosti je v zraku. Ne? Ampak Prodi je pa rekel, tako je, ne, da pač imaš to odločitev. Ne? Na eni strani imaš Kitajsko, okay, ki je po nujnosti naslednja svetovna velesila, na drugi strani Amerika, ki Trump gor, Trump dol, Amerika je prevelika in premočna, tudi da bi jo nek ekscentrik tam popolnoma sesul. Tako da stisnem boš med te dve reči. Ne?
In rekel, da me vrak nosi, če se bojo Madžari, pa Slovenci, pa Slovaki, s Kitajci in Američani hkrati vsak posebej menili. Ne bo šlo, mislim, da ne. Tudi Nemci bojo imeli težave, ne? Manj vsi ostali sicer, ne? Ampak ta ideja, da vsak posebej, ne? Pa to, kar je zdaj moderno, če se Evropa je itak neoliberalen konstrukt za zatiranje. Ja, je, ampak je še kaj drugega. Ne? In tudi vsaka država posebej je neoliberalen konstrukt namenjen zgolj zatiranju vlastnega prebivalstva. Če se števek to. Ne? Pa še kaj drugega zraven. Ne? Ampak tako, to se mi zdi, da če iščemo problem na Bližnjem vzhodu, je tle. Ne? To so mejne države Evropske unije, Evropska unija nima pa tam nobenega vpliva. Jaz sem izpadel idiot na Tahririju, kdaj je bil Tahrir? 2000 koliko? 11, ne? Ja. Sem bil tam, da moj prijatelj Haniš Ukrala je bil včasih urednik njihove sobotne priloge od Al-Hrama. In so ga dvakrat vrgli iz službe, me je zelo veselilo. Ko so mene vrgli, sem mu pisal, tako da sem rekel, mene so tudi vrgli iz službe. Rekel, super, ne? In sem ga vprašal, tako sva sedela tam sred Tahrirja, mislim, milijon ljudi okrog, revolucija, gor pa dol, cirkus, tjam, bila so vas srečna, končno prišla modernost v Kairu, ne? In potem sem jaz rekel, sem izpadel res popoln idiot, ne? Ker sem rekel, Hani, kaj misliš, da bojo v Bruslju rekli na to? Ne? Pa me Hani tako pogleda, prek Bruslju. Nikogar ne zanima, kaj bo v Bruslju rekli na to. Ne, 2011. Zanima, kaj bo rekli v Washingtonu, zaradi tradicije v Londonu, ne? Bruslju, no way. In dejstvo je, da potem prvi evropski politik, ki je prišel v Kairo po revoluciji, ni bil niti predsednik Evropske komisije, niti predsednik Evropskega sveta, niti predsednik Evropskega parlamenta, niti Evropska zunanja ministrica, una baronesa, sem že pozabil njeno ime, ne, ampak je bil Cameron, britanski premier. In mislim, to, če iščete, izvirni greh mi je všeč, kot tole, svašta predstavljalo ščogo. Potem, ampak če to, po moje to, ne? Mislim, je to. Jaz mislim, da nekako to veselje evropskih držav, da prav ne priznajo, da imajo kakšen skupen interes, na kraju, odkoder pride vsa nafta in pol plina, mislim. No, pa tudi, da ne prepozna tega interesa, da je zgodovinski spomin tako kratek, da ne vemo, da se je ta Evropa še ravnokar med sabo tepla in da ne pripoznati prednosti miru. No. A je kakšno vprašanje še, če ne bi se jaz zahvalila našemu gostu? Hvala, da ste si vzeli čas. Najlepša hvala vam za gostoljubje. Čez en mesec imamo družinski film, čez 4 tedne. Hvala.